Pri Fordu so že pred časom oznanili, da bodo izdelovali samo še tiste avtomobile, ki so prodajno uspešni. Precej logična poteza, ki pa je v zadnjem času dobila za nepoznavalce neobičajne razsežnosti. Odločili so se namreč tudi, da bodo v letošnjem letu prenehali z izdelavo svetovno uspešne Fieste, ki pa je na trgu že od leta 1976. Zanjo pa se je odločilo že več kot 20 milijonov kupcev. Če gledamo s čustvene plati, precej nelogična poteza, če pa pogledamo iz Fordove racionalne strani, pa se že zdaj večja in tudi seveda dražja Puma prodaja dobro. Potem, ko ne bodo več izdelovali Fieste, pa se bo verjetno še bolje. Vsaj tako menijo pri Fordu. Ampak to je razlaga za širšo množico. Poslovna poteza pa prinaša še veliko več. Poleg trenutnega zaslužka so tu še smernice za prihodnost, načrtovanje prihodnjih modelov in jasno elektrifikacija. Ampak zdaj se verjetno že sprašujete, kakšno vezo ima vse to s tem avtomobilom. Tudi njega je pravzaprav doletela podobno zanimiva zgodba. Ford je model Tourneo Connect predstavil leta 2002 kot potniško nadgradnjo cargo različice Transit Connect. Prvo generacijo so izdelovali v Turčiji in Romuniji, drugo pa je Ford predstavil v svojo špansko tovarno v Valencijo. Lani so predstavili tretjo generacijo, ki pa se izdeluje na Poljskem in to v Volkswagenovi tovarni. In če niste vedeli, na kateri avto vas Tourneo Connect spominja, zdaj veste. Sodelovanje avtomobilskih koncernov prinaša enormno znižanje najprej razvojnih in kasneje tudi proizvodnih stroškov. Zato Tourneo Connect ne prinaša zgolj Caddyjeve zunanjosti, ampak tudi notranjost. A tega mu nikakor ne štejemo za slabo, saj se pri takšnih sodelovanjih združijo najboljše stvari iz obeh modelov. Tako novi Tourneo Connect prinaša voznikov delovni prostor, ki navduši s preprosto in zadovoljivo ergonomijo, s podobnima sedežema in opremo, ki se ne bi branil niti povprečen osebni avtomobil. Če k temu prištejemo še vse odlagalne površine in predale, ki so tudi resnično uporabni in dovolj veliki, da v njih dejansko tudi kaj spravimo, pa je takšen avto tudi družinsko uporaben in enostavna alternativa izginjajočemu razredu družinskih enoprostorcev. Ker zdaj že vemo, kateri avto je služil za osnovo, seveda ne čudi, da je pod motornim pokrovom Volkswagenov dvolitrski TDI. No, ta služi za osnovo, nastavitve motorja pa naj bi bile vseeno Fordove, zato je Fordovo tudi ime. 2.0 TDCi EcoBlue. V testnem avtu je za prestavljanje skrbel 7-stopenjski dvosklopčni menjalnik, ki delo opravlja povsem spodobno. Brez težav lahko rečemo, da celo odlično, ko je vožnja umirjena in velikosti avtomobila primerna. Priganjanja pa pač ne mara, ker ga tudi sam agregat ne. Navsezadnje takšna vožnja prinaša večjo porabo goriva, 7, morda tudi 8 litrov za 100 prevoženih kilometrov. Če pa je vožnja umirjena, takšna kot na našem nornem krogu, pa bo za 100 prevoženih kilometrov dovolj že zelo spodobnih 5 litrov in pol. Kakorkoli, 90 kW je več kot dovolj, da je vožnja spodobna tudi takrat, ko je avto polno obremenjen. Zaradi skoraj 36 cm karoserijskega prirastka sta v zadku avtomobila lahko tudi še 2 dodatna sedeža. Odstranjevanje in zlaganje sedežev je enostavno, zato je Tourneo Connect, ne glede na to, da gre za potniško različico, enostavno uporaben tudi za prevoz tovora, saj ponuja nekaj malega več kot 3100 litrov prtljažne prostornine. Če tudi se komu račun združevanja ne izide, je izračun zagotovo pozitiven. Ford je z združevanjem s Volkswagenom zmanjšal številne stroške, pridobil pa uveljavljenega partnerja. Hkrati pa imajo kupci še vedno možnost izbrati družini prijazen avto. Tourneo Connect sicer po obliki ni družinski enoprostorec, a v takšnih primerih štejejo notranje udobje in prostornost. In čisto za konec še namig. Če se vam zdi, da je Ford v podrejenem položaju, počakajte na test novega Volkswagenovega Amaroka. Tam je namreč zgodba povsem obratna.